Dan. Tudi sicer predsedniška palača, ampak tudi kraljeska. Dobrodošli. Dan. Dobrodošli. Lepo zdravstvo, kako ste? Lepo. Lejte, trije kralji, lepi zlati hali, na okol milah jestijo, na okol milah jestijo. Spoštovani gospod predsednik, tudi vsi od medijev, najprej vas lepo pozdravim v imenu Misijonskega središča Slovenije, ki je že dolga leta, mislim 22 let, že organiziramo trikraljevsko akcijo, koleništvo. In sicer poteka vse od Svetega Štefana, 26. decembra, pa do današnjega dne, ko se praznuje praznik treh kraljev. To koledovanje je bilo zelo razvito pred drugo svetovno vojno, potem pa je malo zamrlo vse skupaj. Zdaj pa smo skušali v Misijonskem središču ponovno obuditi to tradicijo in tako kot sem rekel, že 22. leto to prirejamo. Najpomembnejša naloga kolednikov je, da oznanje veselo novico o Jezusovem rojstvu in v imenu župnije v domove prinašajo luč miru in veselje ter dobro volje in blagoslov za naslednje leto. Temu namenu pa se vedno doda tudi solidarnost, humanitarnost. Vemo, da so dobrine po svetu nepravično razdeljene. Mi sicer lahko veliko govorimo, pa opijemo, kako je to krivično, ampak s tem se nič ne spremeni. Lahko pa nekaj naredimo, da zdarovi, ki izberemo, pomagamo potem na tistih krajih, kjer je teh dobrin manj kot pri nas. Tako so v lanskem letu zbrali koledniki po vsej Sloveniji skoraj 352.000 evrov in s temi darovi podprli razvojne in humanitarne projekte na Madagaskarju, Ukrajini, Etiopiji. Z letošnjo trikraljevsko akcijo pa bomo zbirali denar za gradnje 2 osnovnih šol na Madagaskarju, še bolj na jugu, ne tam, kjer je Petro Pek, ampak še ne 700 km bolj južno, še bolj nedostopno in pod težjimi pogoji. Potem v Senegalu. Potem pomagali bomo tudi dograditi in opremiti šolo za mlade odvisnike v Ukrajini, z gradnjo šolskega centra na Salomonovih otokih, izvedba delavnic indijanske obrti v Braziliji, da se pač ta tradicija teh indijanskih dela, kar so oni upravljali, ne izgubi, in poreditev skupnih prostorov na misijonu med Inuiti v Kanadi, torej med Eskimi, da bomo razumeli, kaj je to, ker ponovali jih poznamo po tem imenom. Prav se mi zdi, da ob vsem tem se zavedamo, tudi v teh dneh, ko je toliko beguncev, ko se srečujemo z ljudmi, ki izhaja iz drugega kulturnega okolja, da se ob tem tudi mi zavedamo, da vsak, s katerim se srečamo v življenju, moramo najprej videti v njem človeka, njegovo dostojanstvo. Ko sem sam bil med begunci, kot prostovoljec v Dobovi, in ko sem se srečeval s temi ljudmi, ni bilo prvo misel, kaj so to za begunci, ne? Ampak prva vidiš človeka, mater, očeta, otroke, starejše ljudi, tudi invalide, ki so jih pripeljali. In to se mi zdi, da je zelo pomembno, da v današnjem času, ko vse govorimo o programih, o vizijah, o strategijah in ne vem kaj, da ne povozimo človeka. Zdi se mi, da smo prišli v čas, ko smo človekove pravice včasih že uporabljamo proti človeku namesto za človeka, ker smo spregledali človekovo dostojanstvo. In to se mi zdi zelo pomembno, da vsem tem, kar naredimo, da res delamo za to, da bi ljudem tam, kjer živijo, tam, kjer so se rodili, da tam lahko najdejo in naredijo si lepše življenje. In da tam odkrijo svoje dostojanstvo. Ne, da jim mi iz Evrope nekaj, ne vem kaj naredimo. In namen tega je res, da tem ljudem tam pomagamo, da tam lahko, tam, kjer so njihove korenine, da tam lahko živijo. Odprimo torej svoje srca za tegobe drugih, za stiske drugih, kajte čeprav se naš dar zdi včasih majhen, pa vendarle vsak dar je zelo pomemben. 50 centov pomeni kilogram riža, kar pomeni
hrana za 5-člansko družino na dan, tako da si malo predstavljamo, kaj to pomeni. In če rečemo tisto star pregovor, zrno do zrno pogača, kamen na kamen palača, vemo, da se lahko z majhnimi darovi ogromno naredi. Zato vam bomo iskreno hvaležni za vsak vaš dar, ki bi skupaj z drugimi darovi prinesel lepši jutri mnogim otrokom v tretjem svetu. V imenu misijonskega središča in vseh naših misionarjev želim vam, vsem vašim sodelavcem, tudi predstavnikom medija, mirno, uspešno in blagoslovo polno leto. Zdaj pa prisluhnimo kolednikom, ki so tokrat prišli iz Sostrega, iz župnije Sostrega. Mir in dobro vsem v tej hiši vam želimo, sveti trije kralji, Gašper, Miha, Bortožar, daleč kam prihajamo in vam veselo za nedeljo nosimo. nam rojeni odrešenik sveta. Gospod naj blagoslovi vaš dom in naj njem prelivata mir in veselje. Želimo vam miru, poguma ter blagoslova v letu 2016. Da uspehe bi uživali, to želimo vam vsi. Hvala vam, da ste nas povabili k vam domov in naj v njem prebivata mir in veselje ter Jezus. Nosija darila, sladkega kadila, miro čistega zlata, miro čistega zlata. Še eno skromen spomin na to naše srečanje. Veste, vsako leto, da človeka potem čez celo leto spominja, oziroma opominja, da lahko kaj dobrega naredi. Ste zelo prijatelji. Ja. Vsak izveli prim bom. Hvala lepa za vašo prijateljstvo. Da se najprej navežem na tisto vašo misel, ki je postavila človeka v središče vsega. Ko sem poskušal zase razumeti, kaj se je zgodilo, da je Slovenijo tako hudo potegnilo v krizo. Ni bila edina država, vendar je bila v to krizo potegnjena zelo surovo. Sem med drugim ugotovil, da je eden od razlogov, da smo po ustanovitvi lastne države precej uspešno postavljali na noge cele vrste institucij. Parlament, vlado, borzo, računsko sodišče, to in ono, institucije, ustanove. In mislili smo, da bo vse delalo samoumevno. In ni. Zato, ker smo spregledali človeka. Mislim, da je to en velik nauk za našo prihodnost, da smo najprej predvsem ljudje tisti, ki smo vredni pozornosti in da smo tudi mi vir pravzaprav vsega navdiha in razvoja. Jaz bi se vam rad zahvalil, ker ste tudi letos prišli v palačo z dobrim srcem in dobrimi željami. Tega ni nikoli preveč. Zlasti sem hvaležen, ker ste prišli z željo po solidarnosti, ki se ne omejuje samo na našo deželo. Tudi pri nas je veliko otrok, ki je v stiskah, in vsem njim želimo in se bomo potrudili, da bodo imeli v življenju enake možnosti za razvoj njihovih talentov kot drugi. Ampak mislite tudi na otroke drugje po svetu. In zdi se mi, da je to vredno ene pohvale, vredno ene hvaležnosti, javne, ker ne smemo nikoli pozabiti, da čeprav govorimo o človeku, pripadamo človeštvu in smo eden od drugega odvisni, ne želimo živeti samo eden z drugim, še manj eden proti drugemu, ampak želimo živeti eden za drugega. Hvala za ta vaša sporočila, ki jih prenašate. In na koncu še beseda hvaležnosti za obuditev tradicije. Mislim, da je zelo pomembno, da smo po ustanovitvi lastne države obudili nekaj takih tradicij, ki spominjajo na to, kakšne so bile šege navade v naši preteklosti. Tam ne nazadnje črpamo tudi navdih za prihodnost. Hvala lepa.